Dober dan, spoštovani gledalci. Sem Jasna Martinjak, raziskovalni projekt Povej. Vstopamo v drugi del naše raziskave, ko sprašujemo po izkušnjah naših poslancev. Prvi je danes z nami gospod Zmago Jelinčič, poslanec iz poslanske skupine Slovenske nacionalne stranke. Dober dan, spoštovani gospod Jelinčič. Vi ste poslanec iz volilnega okraja Slovenske Konjice in Ruše. Pa me zanima, kakšna je vaša povezava z vašim volilnim okrajem? Na kakšen način sodelujete z občani, s krajani? Ja, sodelujem preko svoje poslanske pisarne, ki pa je zadnje čase bolj prazna, zaradi tega, ker enostavno imamo zasedanje Državnega zbora od ponedeljka do konca petka, včasih tudi soboto, tako da je malo slabše. Drugače pa popoldne pa grem dostikrat v tiste kraje, se usedem v gostilno, poklepetam, popijemo kaj in to je največ, kar lahko človek naredi. Drugače pa vedno sprejemam kakšne sugestije, pripombe, karkoli, ki mi jih pošiljajo iz teh koncev. Je pa tako, dobivam pripombe, želje in sugestije tudi iz drugih koncev Slovenije, tako da jaz se tudi tega ne otepam, ne samo iz teh mojih volilnih okrajev. Je mogoče kakšen drug član vaše stranke tudi aktiven v vaših krajih? Ja, vsi, mi smo 4 poslanci in vsi smo na ta način aktivni, samo vsak je z drugega konca, tako da v tistem svojem krogu, kjer je bil izvoljen, pa v tistem krogu, kjer živi, deluje na enak način. Hvala. Kakšno je pa vaše stališče glede strankarske demokracije v razmerju do nestrankarske demokracije? Jaz ne ločim strankarske demokracije pa nestrankarske. Je demokracija ali je pa ni, ne? Jaz ne vem, tega vprašanja čisto dobro ne razumem. V redu, hvala. Kakšno pa je vaše stališče glede predstavniškega mandata, glede na 82. člen Ustave RS in glasovanju po prepričanju stranke? A je to za vas, se pravi, mandat volivcev, ko so vas izvolili, ali mandat stranke? Glede na to, da ste predsednik stranke, najbrž ne preveč to pravo vprašanje za vas. Ne, jaz drugače gledam na to. Ustava pravi, da smo vsi poslanci predstavniki vsega ljudstva, kar ne drži, ne more biti. Leta 92 smo se odločili in izvolili nov sistem. Šli smo iz enopartijskega sistema v večstrankarski sistem. To se pravi, da vsak volilec dobi glasove tistih ljudi, ki zagovarjajo njegovo opcijo. To se pravi, ne morem biti jaz predstavnik nekoga, ko se jaz z njegovimi stališči ne strinjam. Jaz moram delati v dobro vseh državljanov, to ja, ne smem biti pa predstavnik in ne morem biti predstavnik vseh državljanov, ampak sem lahko predstavnik samo tistih, ki so meni dali glas, to se pravi za svojo volilno opcijo. To je spet ena neumnost v ustavi, ki je prišla poleg še cele vrste drugih neumnosti leta 92 v zapis. Je morda karkoli z vašim poslanskim poslanstvom, kar bi želeli sporočiti gledalcem? Ja, na naslednjih volitvah najbolj razmišljajo, koga volijo. Da ne bojo spet volili tiste, ki jim bodo vse obljubljali, pa malo naredili. V redu, hvala gospod Jelinčič. Hvala tudi vam, spoštovani gledalci. Lep dan.